Manca Razboršek je moje ime in sem life coach in pa transformacijska mentorica tistim ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In ravno zato tudi letos snemam oziroma sem posnela serijo Avtentična in ženstvena, v kateri gostim 8 žensk, za katere menim, da so skozi svojo avtentičnost našle tisto poslanstvo, ki ga želijo predati tudi drugim ženskam, da tudi one najdejo svoje poslanstvo, svojo avtentičnost in začnejo navdihovati druge. 2 videa sta že za nami z Suzano Grau in pa z Matejo Kalin, pred nami v četrtek ob 8 pa Andreja Slokan, umetnica in vse navdihujoča ženska. Tako da tisti, ki se še niste prijavili, sedajte na manca.si, najdete povezavo oziroma takoj, ko bo konc tega live, boste tudi tukaj našli povezavo do videoserije, ki je čist brezplačna in vsak četrtek dobite nov video. Danes moram reči, da angeli res naredili en čudež. In sicer tukaj na morju, kjer sem, je bila precej deževna, nevihtna varianta že od 5 naprej. In jaz sem razmišljala, kako bom jaz posnela navdihe. Potem sem rekla, zdaj pa tako, dragi angeli, če je namenjeno, da so navdihi danes ob 7, bo dež nehal padati. In točno 10 minut nazaj je dež nehal padati. Tako da in tamle se že dela modro nebo in sonček se počasi kaže, tako da res mislim, božanska časovna uskladitev. Ja, tako da neznansko hvaležna. Hkrati pa mi je dal res misliti, kako vesolje deluje v naš prid, kako nas podpira, ko delamo prave stvari. In to je, bom rekla, ena potrditev meni, da delam prave stvari, tako za serijo Avtentične in ženstvene, kot z vsemi dogodki, ki jih pripravljam. 8.8. na prav poseben portal, ko se odpirajo levja vrata, bo ponovno aktivacija svetlobne DNK. Pa da ne bom zgubljala besed in kradla angelom tega časa, ki ga imamo na voljo, si boste lepo na linku spodaj pogledali. Je pa to aktivacija, ki je namenjena tistim, ki že znate vsaj meditirati oziroma dvigati vibracijo, ker so res na te portale toliko močne vibracije, da če niste navajeni, če niste pripravljeni na spremembo, vas tako malo odnese in potem je težko slediti. Tisti pa, ki ste, vam pa res lahko odpre nova vrata. Tako da vabljeni 8.8. ob 18. v lekarno za dušo, kjer je moj prostor na cesti Ljubljanske brigade 23. V glavnem vse te zadeve boste še zvedeli. Tako da zdajmo z angeli pogledati, kaj nas čaka v tem tednu. Tako da vas vabim, da se umirite, da zaprete oči, da z notranjim pogledom greste vase in naredite en globok vdih in izdih. In ne glede na to, ali ste z nami v živo, ali ste se priklopili kasneje, energija ne pozna prostora in časa in nas zato lahko poveže v skupno energijsko polje. In danes bomo izkoristili energije, ki nam jih je ponudila včerajšnja nova luna v levu, in bomo odkrili tist naš notranji srčni del, tist levjesrčni del, ki ga imamo v sebi. Tist pogum, srčnost, združena v eni čudoviti veličini. Če morda tega občutka ne poznaš, si ga zamisli, predstavljaj si, kakšen bi bil, če bi ga lahko čutil ali čutila. In zdaj si predstavljaj, da se iz tega našega levjesrčnega centra čudovita zlata nitka začne dvigati navzgor v atmosfero, kjer je fantastična zlata mreža vseh, ki smo povezani na nivoju višjega srca, višjega srčnega središča.
In ta mreža, ki se plete okrog zemeljske oble, pomaga, da se kolektivno energija dviga in da lažje odpremo svoje srce, da se bolj povežemo s svojim višjim jazom in s tem z angeli in drugimi nebeškimi bitji, drugimi svetlobnimi bitji, ki delajo iz srca svetlobo in ljubeznijo. In narediš en globok vdih te zlate energije iz te mreže v svoje srce. In na to začutiš, kaj se zgodi s tvojim srčnim središčem. In povabiš angele v svoje energijsko polje, da te navdihnejo in te uskladijo z visokimi vibracijami tega tedna. In narediš še en globok vdih in izdih in s tem zavedanjem povezanosti v zlato mrežo srčnosti odpreš oči. In angele bomo vprašali, kaj je tisto, kar nas v tem tednu lahko dvigne, kar lahko zviša našo vibracijo in nas uskladi z našim najvišjim potencialom, s tem, v čemer nas tudi v zvezdje Leva v tem mesecu podpira. In prva energija je nadangel Jeremiel in obnova. Nadangel Jeremiel govori o tem, da je pogled nazaj nujno potreben zato, da lahko nadgradimo in nadaljujemo naprej svojo pot. Pogled nazaj v smislu analize, kaj je bilo dobro in kako lahko delamo še več tega, kar je bilo dobro, in kaj je bilo tisto, kar lahko spustimo, kar nas ne podpira več, kar nam ne služi več, ne glede na to, na katerem nivoju je. In to povzroči, da se stvari začnejo lahko na nekih novih, pa ne samo tukaj ne gre toliko za začetek v tem tednu, ampak je bolj nadgradnja, na čem nadgrajujete, na kakšne temelje ste že postavili in na čem gradite zdaj, na čem boste gradili, kaj je tisto, kar boste nadgradili. In to potem daje tudi usmeritev za naprej. Pa bomo pogledali, mislim, da če se prav spomnim, je bil nadangel Jeremiel že v prejšnjem tednu, tako da pogledajmo, kaj je naslednja energija. Kralj vode, se pravi čustveni nivo in pa se pravi ta čustveni upgrade, da tako rečem, se pravi, katere so, tukaj pa čutim, da je poudarek na tem, katere so tiste pozitivne kvalitete na čustvenem nivoju, ki jih želite spodbujati. Vsi smo sposobni tako tistih nizkih čustev, kot tistih visokih čustev, ampak če nizke hranimo, če jim nenehno dajemo pozornost, če se v njih dobesedno kopamo, potem bojo težje prišli na vrsto in dobili prostor tisti občutki in čustva, ki jih pa želimo negovati. Se pravi, kako zaupamo tistemu delu sebe, ki je že svetu, ki je že poln svetlobe, ki že zna stvari peljati in kako začuti tako zelo občutek, kaj je tisto, kar je prav, in da je treba zato odpreti srce, da lahko čutimo, kaj je prav, ker samo naša srčna resnica pozna tisto pravo pot. In ko odpremo srce, ko se z ljudmi povežemo na tem nivoju srčne čakre, tako kot smo zdaj, smo se povezali v to mrežo višjega srčnega, v bistvu energije, višje srčne energije, ki je bolj bližje temu, kar označujemo kot višji jaz ali pa bližje vibraciji duše. Ni to ta človeški del, ampak ta že razsvetljen del, ne? In takrat lahko pravzaprav sprostimo tudi to dajanje in sprejemanje na čustvenem nivoju, ampak v teh lepih kvalitetah.
in začnemo tudi hraniti in negovati te lepe kvalitete. Tako da se pravi, nadgradnja v smislu tistega, kar je prej Jeremiel pokazal oziroma prinesel na čustvenem nivoju. Se pravi, katera čustva ste že razrešili, kakšen je vaš čustveni menedžment, kako se pravzaprav s čustvi sploh ubadate in kako jih zavestno tudi upravljate. In pa tretja energija, nadangel Jophiel in ego. Se pravi, kje je ego tisti, ki še nosi eno masko in noče v bistvu naprej, en tak lažni občutek ujetosti, kjer spet, se pravi, vaša pozornost naj bo, kje vas drži nazaj, ampak ne se v to preveč zapletati, dajte se, ok, kako pa lahko grem naprej, dajte si postaviti vprašanje, kako. Ne javkati, ne morem, ne gre, kako, ampak kako. In se odprite odgovorom. Če odprete srce in rečete, ok, dovolim, da me čustva vodijo, da me občutki vodijo, da me srce vodi, potem tudi ego nima velik šans. In takrat pravzaprav tudi razum oziroma utihne. Tako da dva nadangela, ki v tem tednu podpirata naša čustva, naše čustveno doživljanje, čustveno odpiranje, srčno odpiranje sta Jeremiel in Jophiel in nas spodbujata, da se res odpremo temu svojim višjim kvalitetam. Zdaj, seveda tukaj ne gre vse v enem tednu, tako da potrebno je biti tudi usmiljen do sebe, spoštovati čas, ki nam je dan in ne prehitevati, ne neki na silo. Tako da si dovoliti odpreti. Tako zelo si dovoliti odpreti, dajte si možnost, ne takoj postavljati omejitev sami sebi. Tako da tudi, če potrebujete pomoč, dajte se obrniti nekam po pomoč. Če potrebujete usmeritev, neko vodstvo, neko podporo, dajte si dovoliti to. Jaz v jeseni ponovno pripravljam Avtentično in akademijo, kjer gremo lepo po vrsti, se odpiramo na različnih nivojih, spoznavamo sebe, zaupamo sebi, svoja čustva, se učimo menedžirati dobesedno, tako da ta management čustev, ne toliko čustvena inteligenca, kot ta management čustev, da sploh vemo, čustvena inteligenca pride avtomatsko, da vemo, kaj sploh je znotraj nas in kako naj s tem delamo in kako to konkretno spraviti v vsakdanje življenje. Tako da tudi to je ena opcija, ali pa tudi individualno delam za tiste, ki ste mogoče bolj na začetku ali želite bolj intenzivno na nekem določenem področju. Obstajajo tudi drugi ljudje, ki vam lahko pomagajo, dajte poslušati srce in kaj čutite, kam vas pripelje, komu in kje se čutite dovolj varni, da lahko odprete svoje srce in delate napredek, nadgrajujete sebe in vstopate v svoj najvišji potencial. Tako da to bi bilo to za ta teden, se pravi, te 3 karte, ki jih imamo, se pravi, na čustvenem nivoju Jeremiel in pa Jophiel, ki nas podpirata, tako da enostavno jih lahko povabite nadangel Jeremiel, nadangel Jophiel, stopite v moje energijsko polje in mi pomagajte, da se fokusiram ali pa osredotočam ali pa negujem tista pozitivna, kvalitetna čustva, ki me pripeljajo bližje mojemu najvišjemu potencialu. Tako da to bi bilo to za ta teden. Spodaj pokomentirajte, kjer je vaš aha moment, dajte kakšno odprto srčno spodbudo drugi, sami sebi, tudi meni v končni fazi, da se lahko v teh energijah res povežemo in da skupaj pravzaprav dosežemo tisti nivo kolektivnega premika, ki nam bo potem vsem olajšal
takšne srčne zadeve tudi v prihodnosti. Uživajte neizmerno do naslednjega ponedeljka, ko bo naslednji Facebook live napoved za tekoči teden. Prijavite se na serijo Avtentična in ženstvena, da dobite še dodaten navdih, da dobite vpogled, na koliko različnih načinov je možno doseči svojo avtentičnost in koliko poti vodi v avtentičnost in da lahko izberete potem svojo. In pa se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau.